Ok, bomo kar začeli sejo. Torej, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni na 7. redni seji Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Ugotavljam, da nas je torej na današnjem sklicu 24 poslank in poslancev, oziroma 25, kar pomeni, da smo sklepčni. Vabilo, predlagan dnevni red in vso gradivo ste prejeli po elektronski pošti, oziroma 26. Se opravičujem. Na tej točki mogoče še eno opravičilo. Strani ŠOU smo danes dobili odpravek z njihovega predsedstva, zato ste dobili to gradivo šele danes, ampak se mi zdelo prav, da ga čim prej obravnavamo, ker smo to točko že skupaj obravnavali, zato bomo dali to točko potem tudi pod točko razno. Mogoče bi se še tukaj zahvalil vsem poslankam in poslancem in vsem poslanskim klubom, ki so dali zahtevke. Se mi zdi, da imamo danes eno tako lepo vsebinsko sejo, kar je tudi glavni namen študentskega zbora, da se pretresa različne ideje in vsebino, ki je še posebej relevantna za nas študentke in študente. Dnevni red se torej glasi: potrditev zapisnika 6. redne seje, sprememba poslovnika Študentskega zbora v Ljubljani, prva obravnava, sprememba pravilnika o finančnem poslovanju ŠOU, prva obravnava, resolucija ŠOU v Ljubljani o izvedbi brezplačnega javnega prevoza za študente in dijake v Republiki Sloveniji, resolucija Študentske organizacije Univerze v Ljubljani o 2000 novih javnih študentskih posteljah in potem še točka razno. Ima kdo pripombo na predlagan dnevni red? Če ne, potem ugotavljam, da torej po 45. členu poslovnika Študentskega zbora je dnevni red sprejet. Preden prehajamo na drugo točko dnevnega reda, kot vedno bi mogoče še na tem mestu upozoril, da ima torej vsak predlagatelj oziroma zagovornik 10 minut, da predstavi točko dnevnega reda, vsak potem razpravljalec 5 minut in 1 minuto za vse neke medklice. Na tem mestu bi še enkrat, kot nazadnje izpostavil, če ima kdo iz publike nek medklic ali pa neko opozorilo, naj tudi takrat pove ime in priimek, da lahko za zapisnik vemo, kdo je to povedal, ker kdaj se potem malo razgubi in potem imamo cele detektivske akcije, da identificiramo poslance iz publike. Torej, potem gremo na potrditev zapisnika. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, smo zavzeli 100% vsega povedanega, lepo. Potem pa torej skladno s 4. odstavkom 70. člena poslovnika ugotavljam, da je zapisnik potrjen. In lahko preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, to pa je sprememba poslovnika Študentskega zbora, torej sprememba 48. člena poslovnika. Predlagatelj je študentski klub Glas, kot zagovornica točke pa je bila določena Maša Cvetežar in jo vljudno in prijazno vabim na zagovorniški pult. Vljudno in prijazno se zahvaljujem. Maša Cvetežar, poslanski klub Glas. Torej mi si želimo oziroma predlagamo spremembo v poslovniku, torej spremembo 48. člena. Najprej bom povedala, torej kako trenutno izgleda ta člen in kaj mi predlagamo kot spremembo. Na koncu pa še par besed, zakaj si nam zdi smiselno torej to spremembo uvesti. Torej, govorimo pa o drugi točki 48. člena, ne bom brala vseh točk, ker z ostalimi se ne bomo ukvarjali. Torej, trenutno se druga točka glasi: razpravljajo lahko samo študentski poslanci, predstavniki predsedstva ŠOU v Ljubljani, predlagatelji ali zagovorniki točk dnevnega reda. Študentski poslanec se lahko svoji besedi odpove v korist drugega študentskega poslanca. Posameznemu študentskemu poslancu lahko pri posamezni točki dnevnega reda besedo odstopita največ 2 poslanca. Torej, tako točka izgleda trenutno. Mi pa predlagamo sledečo spremembo, torej, da bi se glasila: razpravljajo lahko študentski poslanci, predstavniki predsedstva ŠOU v Ljubljani, predlagatelji, zagovorniki točk dnevnega reda, do tukaj vse enako, ali druge osebe, ki jim poslanci odstopijo svojo besedo.
Študentski poslanec se lahko svoji besedi odpove v korist drugega študentskega poslanca, tukaj spet sprememba, ali drugi osebi, ki ni nujno študentski poslanec. Posamezni osebi se lahko pri posamezni točki dnevnega reda besedo odstopita največ 2 poslanca. Torej predlagamo spremembo, da do besede v študentskem zboru nismo upravičeni samo tisti, ki smo bili pač izvoljeni na te funkcije, ampak tudi kakšne druge osebe, ampak na predlog poslanca. Ne da zdaj lahko uleti pač kakšna, ne vem, kakšna random tle gor in karkoli govori, ampak da torej poslanec lahko, če je vsebinsko smiselno, odstopi torej svojo besedo neki drugi osebi. Zakaj se nam zdi to smiselno? Prvič, ker je to super, da se pač poglobi nekako vsebinsko, kar si tudi želimo, a ne, skozi govorimo v zboru, da nam je pomembno, da imamo čim več nekih vsebinskih razprav in dosežemo neke, da čim bolj razumemo problematiko, da jo lahko potem tudi smiselno naslavljamo in zato je smiselno, da imamo možnost poslanci v bistvu predati besedo nekomu, ki se ga problematika ali bolj tiče, ali pa jo pač bolj globoko pozna. V smislu primer, če govorimo zdaj o kakršnih koli pomoči tujim študentom, recimo, je smiselno, da zdaj lahko nekdo odstopi besedo tujemu študentu. Ali pa če se gremo, ne vem, specifično o, ne vem, akademskem kolegiju pogovarjati, da pride sem nekdo, ki biva v akademskem kolegiju, ali pa ki se ga problematika kolikor toliko bolj tiče. S tem mislim, da bi bila vsebinska razprava v zboru na veliko bogatejša, na veliko višjem nivoju, ker bi imeli dejanski vpogled v neko realnost, ker je pač čisto logično, da mi ne moramo zdaj razumeti, imeti nekega poglobljenega vpogleda v čisto vsako problematiko študentstva. Drugi nek argument je to, da, kot sem poudarila, da pač besedo odstopi poslanec, torej jaz tudi verjamem, da smo mi vsi dovolj odgovorni, da bomo znali dobro zbrati te govorce in ja, ne bo to samo sebi namen, ampak bo dejansko doprinesel k neki vsebinski razpravi. Hkrati bi pa to omogočilo tudi neko večjo vključenost širše študentske javnosti v zadeve, kar se tiče šova, sploh glede na to, da je bila, ne vem, na volitvah zelo nizka volilna udeležba in da veliko ljudi še vedno ne ve, kaj točno, pač s čim točno se šov ukvarja. Se mi zdi, da bi to lahko pripomoglo k temu, da ko bi omogočili besedo še komu drugemu, da se pač več ljudi tudi začne zanimati za to in dejansko doprinese. Tako da iz vseh teh razlogov si želimo, da bo ta sprememba sprejeta. Najlepša hvala. Najlepša hvala poslanki. Mogoče bom jaz na tem mestu naredil tudi nek povzetek kolegija, torej 7. rednega kolegija predsednika zbora, ki je bil prejšnji teden, kjer smo tudi nekako debatirali o tej točki. Nekako, v bistvu jaz bom povedal, kaj sem tudi že takrat zagovarjal, predvsem to je, da v tej ureditvi, ki jo trenutno zasleduje poslovnik študentskega zbora, so se naši predhodniki zgledovali torej po ureditvi v državnem zboru v Republiki Sloveniji in nekako, glede na to, da je to nek vrhovni organ predstavniške demokracije v Sloveniji in glede na to, da je tudi študentski zbor predstavniški organ, je nekako v grobo rečeno to nek copy-paste tiste ureditve. In če pogledamo v teorijo, je cel namen predstavniške demokracije glih to, da torej lahko poslanec, ki ima neko legitimiteto, ki jo je pridobil na volitvah. Tukaj se mogoče celo strinjam s poslanko, ja, da na kakšnih fakultetah je volilna udeležba premajhna, ampak se mi zdi, da je to čisto neka druga tematika, neko drugo problem, ki se jo mora drugače naslavljati. Ampak glih to, ki je izvoljen, dobi poslanec, to je po mojem mnenju, neko legitimiteto, da lahko tukaj v najvišjem organu šov predstavlja. In se mi zdi, da moramo spodbujati to, da se poslanci in poslanke nekako grejo med ljudi, grejo po svojem faksu, kjer so bili tudi izvoljeni in da nekako poslušajo vse te težave, ki jih imajo na svoji fakulteti, da najdejo nek mehanizem, kako torej študentke in študenti njihovi fakultet lahko prenesajo njihove težave in da jih oni potem lahko naslovijo tukaj pred nami. Zdaj se bom pa dotaknil še ene točke, ki se pa tudi strinjam, torej pa reka, da so določene točke oziroma stvari, ki se tičejo drugih oseb oziroma poslanci in poslanke kot študenti ne morejo imeti dovolj znanja. To se jaz čisto strinjam, pride kdaj. Že prejšnjo sejo smo imeli tak primer, ko je prišla direktorica Radio Študent, kjer verjamem, da
Klemen Petek kot predlagatelj, če bi ga vprašali, ne vem, po nekem delovanju, bi lahko v grobem nekaj povedal. Če bili pa neke bolj specifične vprašanja, recimo kako se Radio Študent, da res karikiram, prijavlja na neke javne razpise, verjetno Petek kljub dolgi bradi in kilometrini ne bi mogel tega odgovoriti. Pa ne, da imaš brado, ampak... in se strinjamo, da je tle problem, ampak potem sem se jaz malo nekako poglobil v te akte, ki jih trenutno imamo. In trenutna ureditev je takšna, torej, da v 27. členu je jasno zapisano, kdo je lahko predlagatelj točke dnevnega reda. Predlagatelj je lahko torej 100 študentov, študentski poslanec, predsednik ŠOU, direktor ŠOU, predsednik pritožbene komisije in potem torej predlagatelj, če formalno predlog oziroma zahtevek ustreza, v samem zahtevku lahko specificira, kdo je zagovornik točke. In zagovornik, to je recimo tudi predsednik Petek naredil, da je on predlagatelj, zagovornik je bil pa nekdo drug. To se pogovarjamo, ko se ta tema neposredno tiče zagovornika. To je bolj ne v primerih znotraj družine ŠOU. Jaz sem tudi mogoče potem še malo naredil par preiskav oziroma sem se nekako še vprašal moje predhodnike, kakšna je bila to praksa v preteklosti in nekako praksa sledi temu, ker v 43. členu pa nekako pravi, da je za organizacijo in vodenje seje odgovoren predsednik zbora, to sem jaz, zato jaz vam tle svetam pa govorim čist preveč, ampak nekako jaz vodim in probam čim bolj efektivno odvoditi to sejo in je bila praksa, da se torej predsedstvo in predsednika zbora obvestilo, torej ja, mi smo predlagatelj, ampak zagovornik bo prišel ta in ta, da se tudi zagovorniku lahko pove, kakšni so naši notranji akti, kakšni so njegove omejitve glede razpravljanja, da je neka rdeča nit v njihovem razpravljanju. Jaz tle vidim, da smo se v bistvu te zadeve nekako s tem členom malo nekako narobe lotili, ker se mi zdi, da naše glavno poslanstvo in vodilo je, da spodbujamo poslance, da se nekako, da so med ljudmi, da poslušajo ostale in oni nekako potem tudi zagovarjajo. Se mi zdi, da, kar se tudi s tem strinjam, če se ne motim, je v prejšnjem mandatu prav poslanski klub Glas govoril, da iz drugih poslanskih klubov poslanci premalo govorijo. Čisto legitimna opazka in zdaj v bistvu s tem predlogom se meni malo zdi, da jim hočemo to besedo vzeti stran. In meni zdi, da mi moramo spodbujati, da poslanci govorijo, v primeru zagovornika imamo pa mi to že urejeno. Da zdaj pokončam, praksa je bila, da se je obvestilo predsedstvo, da se je obvestilo predsednika zbora in da je na koncu lahko tudi prišel zagovornik. To je zdaj praksa, to bo verjetno treba, to je moje mnenje, kot neka pravnika malo bolj kodificirati, malo bolj eksaktno to specificirati, ampak to ni to sprememba tega člena. To je moje mnenje. Ja, je pa res, da odpiram debato, tako da če bi še kdo od poslancev ali pa kdo drug na to temo še kaj povedal, je lepo ljubno vabljen. Kar. Jakob Špindler, poslanski klub Glas. Jaz sem se sam hotel malo še odzvati na ta govor. Najprej, ja, mislim, predstavniška demokracija v teoriji bi res naj bi bili poslanci neposredni predstavniki, neposredno v stiku tudi za svojo pač volilno bazo, a ne? Ampak mislim, dober, pač po mojem se je malo, treba malo pretvarjati, da si rečemo, da je to študentski zbor Univerze v Ljubljani, da deluje na tak način. Namreč ne sam volilna udeležba, ni sam volilna udeležba tista, ki kaže na to, da tak princip v praksi pač ne deluje v tem študentskem zboru, da pač študentje ne vejo sploh, kaj je ŠOU v večini primerov, kaj šele kako deluje in s čim se ukvarja izven parih žurov letno.
no mislim, da se z velikimi drugimi stvarmi ukvarja, ampak kakorkoli, mislim, apelirati kot rešitev na problem, da ni dejanskega stika z študenti strani poslancev, na neke moralne apele, da pač treba se spodbujati, da bi bili vsi bolj v stiku, se mi zdi pač malo napačno zastavljeno iskanje rešitve. Če toliko let očitno ni sprememb, mislim, da so težave strukturne in tudi za našim predlogom spremembe se ne bi nobenemu vzelo besede, ampak bi se samo omogočilo, da se na vsaj minimalen način in na enem področju prekorači ta prepad med funkcionarji in volilno bazo, ki trenutno mislim, da zelo očitno žal obstaja. No. Tako da to. Hvala. Hvala poslancu. Bi še kdo karkoli kaj povedal na to? Izvoli. Okay, jaz bi tukaj dal samo en primer, Timon Bobnar, poslanski klub Glas, FMF. Okay. V glavnem, pač primer. Se pravi, glih ta moj GDPR, ki sem ga 2 seji nazaj predstavil. 5, ja. Ja, okay. Je glih ena taka točka, kjer v bistvu do mene je prišla skupina tako 20-30 študentov in iz FMF-ja in iz fakultete za računalništvo in informatiko, kar je v bistvu glih tukaj se vidi nekako ta mal problematika, da očitno na sami fakulteti za računalništvo in informatiko študenti glih nimajo tazga stika s predstavniki v študentskem zboru. Ker bi v bistvu, pač pa je ta skupina prišla do mene, ker z mano imajo več stika in pa sem jaz prišel predstaviti to točko. In se mi zdi, da bi tukaj glih to za une fakse, kjer glih ta komunikacija med študenti in njihovimi predstavniki v študentskem zboru ne funkcionira najboljš, bi bila to kar en tak velik plus. In dejstvo je, da ne funkcionira najboljš, če ne drugega, moja točka. Tako da, to je to. Hvala. Ok. Ta prvi petek, potem pa Glas. Ja, najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Spet smo pred nekim trenutkom, ko želi opozicija spreminjati zgodovino. Jaz bom povedal, kaj je zgodovinsko to bilo. Zdaj v mojem prvem mandatu smo mi že ne tak predlog imeli, pa smo videli, da študentski zbor takrat ni mogel delovati po principu, zaradi tega, ker v Sloveniji in v študentskem zboru velja predstavniška demokracija, se pravi, to pomeni, da ste izvoljeni in da poslušate ljudi in njihove predloge pripeljete nekako tu v hram študentske demokracije. Zdaj, nek produkt oziroma plod tega, kaj bi pa to izgledalo, sta pa 2 današnji resoluciji. Ne? Se pravi, posluša se ljudi, se jih strne in jih se predstavi na študentskem zboru. To pa, da mi devali besedo vsakemu, ni demokracija, zaradi tega, ker pol brez veze, da imamo volitve. Ne? Se pravi, vsak je bil izvoljen, vsak posluša svoje ljudi in tudi državni zbor ne deluje tek. Ne more priti nekdo, ki je bil v Celju ali pa Mariboru in ni bil izvoljen priti v hram demokracije pa tam razpravljati. Tako da v bistvu ta predlog je zavajajoč, je neka populistična izjava pred volitvami, ampak tega smo že tek vajeni. Ne? Tako da, hvala lepa. Poslanec Gasar. Filip Gasar, poslanski klub Glas. Zdaj, nekako smo ugotovili, da mogoče to ni točka, kjer bi se zdalo to najbolj smiselno opredeliti, ampak obstaja pa neke instance, kot recimo prejšnja seja, kjer je smiselno imeti nek drug glas, neko strokovno oceno zadeve. Zdaj, jaz sem na hitro preletel poslovnik, mogoče sem kaj svalil, ampak nikjer nisem videl, da bi bilo v poslovniku opredeljeno, kdo točno je lahko zagovornik točke. Tako da, glede na to, kako smo lahko kdaj
fleksibilni pri kakšni interpretaciji aktov, a bi se strinjali ostali poslanski klubi, da se potem uredi, da se doda točko, kjer se opredeljuje, kdo vse je lahko zagovornik. Ja, sej jaz bi se tako hitro navezal. Glih to, stvar se mi zdi, da smo se malo z napačne točke vsega tega lotili, ker to ni tak člen, ki bi ga mogli, ampak bi mogli, kot sem rekel, nekaj specificirati, kodificirati, kaj je zagovornik je. In se mi zdi, da bi se lahko to do konca mandata to tudi uredili. Bomo imeli kolegije in podobno, kjer se bomo lahko različni poslanski klubi nekako to povedali, pa bomo potem tudi uredili, ker trenutno zdaj imamo, kdo je zagovornik oziroma kaj je zagovornik, da je zagovornik, kako je en drug, kako se je to izvajalo, ampak to je samo praksa in se mi zdi prav, da se tudi napiše, da ima nek konec in zaključek vse to skupaj. Tako da jaz bom nekako zdaj tudi povedal, jaz bom glasoval proti temu predlogu, ker se mi zdi, da spreminja napačni člen. Na tem mestu povem, da bom pač tudi moje neke nadaljno delovanje bo v tej smeri, da se pač, kot je poslanec Gaster naredil, da se nekako specificira, kdo je lahko zagovornik in da imamo potem lahko tudi nek precedens za naprej. Mogoče bi še tle odgovoril. Ja? A boš prišel gor ali? Samo če bi radi sam pač malo spremenili, zakaj se pa ne vzame v prvo obravnavo, pa podati eno. Ker mora ta člen, ne? Ampak ni sprememba celega poslovnika. Ja, ne moramo tega govoriti. Ja, naslednjič prosim pet gor. Ampak jaz bi rekel, da gremo to od začetka, da se pač, jaz se mi zdi, da se tega, da se ta člen nekako da nazaj, ker torej nastavlja napačno tematiko in ga se osredotočimo na zagovornika točke in se mi zdi, je prav, da imamo potem tudi dve seji na ta način. Prosim, Gorfič. Milošević, Modri. Ja, mislim, pa tudi seja ni mišljena tukaj, da mi zdaj skonstruiramo cel člen na novo, ker pač sem to načeloma traja. Jaz sem, pač se mi zdi dobra ideja po defaultu, sem hotel prijeti gor, da mi bo zgledal, kot da slepo volim z množico, kot se rado poudarja, ampak pač tudi, ker ste recimo dejali kot primer tega, da recimo bi bilo to ful dobro na primeru Frija, I guess, ampak hkrati tako v šos je, če ste videli sklep, ki je danes prišel, je sprejel sklep, da bo pač pozval, kaj je tole, Evropska zveza študentov, da pač se da naprej, brez da je mogel Frioc prijeti gor. Tako da jaz mislim pač, da je dober point, ampak da pač jaz se z veseljem sedem z vami, tudi Oskar, tudi Briški, ampak pač tako, no. Tudi mi pravniki smo odprti za to, da lahko pač skupaj kaj probamo napisati, če ste za kdaj. No. Tako da mislim, da seja ni prostor za to, kjer zdaj to konstruiramo, ampak ja, pa lahko v prihodnjih sejah, veselim se. Ja, hvala. Hvala. Bom jaz slišal, da bo pač poslovnik, če se spremenja poslovnik, je to treba nekako sistematično narediti. Mogoče še to, kar ste povedali neko fakulteto, pa da tam ne deluje predstavništvo, najlažji odgovor je, to so volitve, ne? Mislim, glih tam se pač pove, ali nekdo dobro predstavlja ali ne, ali kdo dobro posluša ali ne. Zdaj, kdo nekaj povedal, pa je nekaj tam slišal, pa so neki moji frendi do mene prišli, ne do druga, pač volitve so zato, da se tam taki argumenti v praksi vidijo, ali to drži ali ne. Tako da ja, torej se mi zdi, ta prvi krog končan, če bi še kdo v drugem krogu povedal. Če ne, torej jaz le povem, ja, še enkrat mogoče neko, da jaz malo svoj glas obrazložim. Bom proti temu členu, torej proti temu predlogu, ki naslavlja napačen člen za ureditev te tematike, ki je že trenutno urejena, ampak ni nekako napisana, ni specificirana, bom jaz volil proti, ampak obljubljam na tem mestu, da bomo pač na to temo še povedali in da bomo probali sistematično in tako, kot se zagre tudi potem zagovornika urediti, kot je tudi rekel poslanec Gaser. Se bo snemali glasovanje? To pa morate vprašati tom, ko snema, zdaj pa jaz ne, to ima predsedstvo oziroma kjer. Snema se dovolj še bolj. Zmejeni smo bili, da se snema glasovanje, na naši seji se je rekel, vsi poslanski klubi so se strinjali, da se snema glasovanje. Vsi poslanski klubi so se strinjali, da se šov
snemanje strani šova uredi tako, da se bi snemalo tudi glasovanje. Točno tukaj smo zdaj pri tej fleksibilnosti aktov in nekih dogovorih in kako se to preteklosti interpretira. Mislim, kar se mene tiče, lahko tudi tisto predstav, mislim, kdo to ureja, ne vem. Sem jaz zmenil, kot je bilo zmenil. Lahko tudi, iskreno, pač ja, bomo tajnikov. Problem je zdaj, da, a boš ti pol Ne, problem je, da se zdaj reinterpretira to, kar je bilo prej zmenil. Ja, se A ja, lej, iskreno, meni se zdi prav, tudi mi kot modri smo se takrat jasno, da se tudi snema vse, ja. Tako da vzadje tudi še ena kamera, tako da to ni, da bi se karkoli kaj skrivil. Bolj je to logistično. Zdaj, to sem Dva poslanska kluba sta se šla na govorniški oder izjasniti, da se bo snemalo tudi glasovanje s strani škola. Hvala lepa. Hvala. Bolj je to, po moje, bi jaz rekel, je to bolj logistična, ker snemalci mogo več v neko druge prostore. Daj, mogoče malo bolj nazaj, ja. Ok. No, ok, se bo. Ok, dajmo prosto naprej. Torej, odpiram glasovanje in dajem na glasovanje naslednji sklep. Torej, Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predlogom sprememb 48. člena Poslovnika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani v prvi obravnavi. Kdo je za predlagan sklep? Ok. Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ok. Glede na to, da ni dobil zadostne večine, torej ta predlog ni bil izglasovan, ampak še enkrat povem, da bomo na to temo še kaj rekli, oziroma zihar bomo rekli, pa bomo torej tudi, kdo je predlagat oziroma zagovornik točke tudi na koncu uredil. Pa hvala poslancu, ja, da so na koncu tudi nas opomnili. V redu. Zdaj gremo pa na tretjo točko dnevnega reda. Tudi torej predlog oziroma zahtevek strani poslanske skupine Glas glede spremembe pravilnika o finančnem poslovanju ŠOU, kjer je pa zagovornik točke naveden Luka Maretič in ga povabim na zagovorniški pult. Ja, hvala za besedo. Luka Maretič, poslanski klub Glas. Mi smo predlagali spremembo pravilnika o finančnem poslovanju. S tem smo že tudi na kolegiju smo bili predvsem, mislim, čisto odprti, da s tem želimo sam znižati sejnine vsem ŠOU funkcionarjem, tudi poslancem. Če pogledamo sejnine v trenutnem stanju, poslanci dobijo 55 evrov na sejo, predsednik ŠOU dobi slabih 700 evrov na mesec, vodje resorjev 540 evrov na mesec, predsednik študentskega zbora 540 evrov in podpredsednik 540 evrov. Pomočnik predsednika ŠOU, pomočnik predsednika študentskega zbora in še neki vsi drugi pomočniki okoli 470 evrov. Z našim predlogom bi se večina sejnin oziroma honorarjev razpolovil. Torej že na kolegiju smo od koalicije modro povezanih slišali očitke, da si funkcionarji zaslužijo celo višje sejnine oziroma višje sejnine in res lahko iz preteklih mandatov vidimo, da se je prek neke, mislim, z neko inflacijo utemeljevalo to, da se večajo sejnine. To je nedopustno z večjih razlogov. Prvič, vsi smo na funkciji prostovoljno, nosimo dolžnost, da zastopamo študentstvo. Tega ne bi delali iz nekih lastnih sebičnih interesov, ampak za voljo izboljšanja materialnega stanja študentstva. V trenutnem stanju vsota, ki je namenjena za naše sejnine in honorarje, neposredno preprečuje vlaganje v projekte, od katerih bi študentje dejansko lahko dobili korist. Spomnimo se, da je v proračunu namenjenih skoraj 300 000 evrov samo za honorarje študentskega zbora in predsedstva ŠOU, kar je približno 6,5% celotnega proračuna ŠOU.
Denar, ki je porabljen za sejnine in honorarje, izvira iz študentskega dela in bi moral na prvem mestu služiti študentstvu. Drugič, za veliko večino sej je 55 evrov sejnin povsem preveč in ne odraža dejansko vloženega dela večine poslancev. To pravimo mi v poslanskem klubu Glas, kjer smo dejansko pripravili največ vsebine oziroma vsebinskih točk na dosedanjih sejah in smo med sejem tudi najbolj aktivni poslanci. Tudi za naše delo je 55 evrov povsem preveč, poleg tega pa se dobi tudi sejnine za dopisne seje, ki se stojijo iz tega, da se prebere gradivo in odgovori na en mail. Tako stanje služi le temu, da so poslanska mesta lahko predvsem atraktivna zaradi finančnih nagrad, namesto zaradi želje po zastopanju študentskih interesov. Tretjič, mislim, da se ne more reči, da bi brez takšnih izjemno visokih sejnin in honorarjev ostale poslanske in ostala mesta funkcionarjev nezapolnjena. Razlika bi bila verjetno samo v tem, da bi jih zapolnili ljudi, ki jih, mislim, iz drugačnih razlogov. Še četrtič, če bi sejnine znižali, bi študentski funkcionarji mogoče razumeli probleme svoje volilne baze in se posledično delovali v skladu z njihovimi interesi. Torej bi usmerili proračun v materialno izboljšanje položaja študentstva. To je to za mojo predstavitev. Hvala, Luka. Jaz bi Matt Plic, video snemanje... Še ime in primek? Jakob Stindler. Ma Matt Plic ima lahko iz... Ja, odlično posnovite. Video snemanje je zafrizano že odkar je naša v odru. A lahko en unga, ki snema, pokliče? Jaz dam proceduralni sklep, da se da 5 minut pauze, da se pač to uredi. Mislim, če ni kdo proti, lahko... Hvala poslancu, da je opozoril. Ok, končali smo, torej razpravljalec je predstavil točko, zdaj imamo prvi krog razprave, javil se je že predsednik Petek, potem poslanec Štepec Sos, pa se mi je bil še tam, Špindar, torej. Ja, najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Zdaj, jasno je, da smo konec aprila in da se oktobra bližajo volitve, zato je opozicija čedalje bolj aktivna, čeprav prej ni bilo temu tako, ampak je treba pač povedati nekatere podatke, ki tukaj držijo. Zdaj, prvo kot prvo je treba povedati, da je največja študentska organizacija v Sloveniji, poleg vseh ostalih entitet, ki jih združuje šolstvo, ima najnižje honorarje. Drugo kot drugo je, če nekdo pri nas upravlja delo, ga ne moramo plačati kot privat firma, ampak moramo zgornjo mejo, se pravi honorarjev. Vsi vemo, da se pravi, sam Luka je povedal, z poslanskega kluba Glas, da sam dobim nekaj manj kot 700 evrov, pa včasih prije kak mesec, ko preživiš več na organizaciji. Zdaj, če bi hotel zaslužiti nekaj več, bi šel delati kot kelner ali pa bi polagal parket, kar sem ga že zmeral med poletjem, zaradi tega dodatno zaslužimo, ampak ne, rad opravljam to delo. Treba je pa tudi povedati, da vsak, ki neko delo opravlja, si zasluži pošteno plačilo. To pa, da bi zdaj skenslali honorare, pa jih dali na neko minimalno zadevo, je pa tudi v bistvu nezakonito, zaradi tega, ker ljudje, ki opravijo neko vrsto dela, morajo biti za to tudi plačani. Mi je pa jasno, kam pelje neka taka zahteva, ne. To je predvsem zato, da se boste lahko oktobra pokazali, da ste zniževali neke proračunske postavke. Lepo pozdravljeni, Marko Štepec Sos, Modri, Fakulteta za arhitekturo. Tudi jaz bi dal eno repliko na tole tovarišu Maretiču, in sicer sem prepričan globoko v sebi, da čist nihče izmed nas poslancev ni tukaj, ko si prej omenil, zaradi nekih finančnih razlogov ali pa da bi se naše, recimo moje finančno stanje zaradi 54 evrov, ko jih prejmemo na sejo, drastično izboljšalo, in mislim tudi, da če bi se te sejnine ukinile, se tudi materialno stanje študentstva
kakor ga imenujete, sigurno ne bi izboljšalo to, kakor pač to tukaj zdaj populistično omenjate. Hvala lepa. Poslanec Špindler. Ok, potem pa še poslanec Milošević. Milošević, Modri. Mislim, jaz bi v praksi povedal, kako gre ponovati, kadar je nekdo izvoljen študentski zbor, pa tudi vi vsi najbolj to veste. To so ponovati ljudje, ki načeloma naredijo največ za pač življenje na fakulteti, ki so tam dlje do večerov, ki pač naredijo dogodke, oddelajo stvari, pač v glavnem skrbijo za to, da pač je na faksu še nekaj drugega, kot pa pač sam pouk. In zato načeloma niso plačani. In pač kar recimo bi lahko bili plačani je projekt ŠOP. Kaj je tale? Seja, ki Imaš projektni steber, imaš steber za sejnine. Ja, projektni steber in steber za sejnine in steber za sejnine si načeloma lahko izplačuješ. Zdaj, če si jih ali ne, to je odločitev posameznega ŠOVZ, mi si jih ne, ampak tudi če bi si jih, se meni to ne zdi narobe, se lepo opravičujem, ker pač to, kolikor gre enega dela v to, ne vem, mogoče vas je tle ful novih, ali kaj jaz ne razumem, pač to, kolikor gre enega dela v to, da ti pač vzdržuješ neko dogajanje na fakulteti, da ti delaš neke strokovne dogodke, da ti pač probaš povezati fakulteto in študente z neko stroko in vse te stvari, ki pašejo zraven, pač da mislim, to res, če delaš to na tak način, kakor ga mi, ti vzame nekaj časa in to, ker pride zraven, pač te neki bombončki, teh 50 € na sejo, ne vem, no, pač meni se to ne zdi neki ful preveč, čisto ne vem, zdaj sem mogoče malo subjektiven, ker jih jaz dobim, ampak tako, če bi nekdo drug delal na ta način in vsi tukaj, ki delate na tak način, jaz bi pač dal tiste 1% iz svojega študentskega servisa oziroma 6,5% šel proračuna, kar tudi, če pogledamo racionalno, ni neka ful velika postavka za delovanje, pač za plačevanje ljudi, ki načelno pač sprejemajo zakonodajo, mislim, sprejemajo pač cel proračun in cel delovanje študentske organizacije v Ljubljani. Tako da, ne vem, ta predlog se meni zdi tako, no, malo populističen, no offense izrazil, no. Hvala lepa. Sorry, kar se mi je Maretič dignil, ne? Ne, jaz bom v prvem krogu povedal. Jaz bom mogoče povedal, kako so to tudi sejnine opredeljene, torej pred 2 mandatoma se nekako ocenili, da, to smo tudi na kolegiju debatirali, vsak poslanec, ki deluje nekako vestno, more tukaj biti, mi smo malo v administraciji pogledali, okoli 2 uri je v tem mandatu trajajo seje. Potem pa, torej 2 uri je minimum, ki je en poslanec tukaj. Potem pa se mi zdi, da, pa jaz to lahko govorim zase, pa še za lik mojih poslanskih kolegov, vsak nekako zelo natančno pregleda vso gradivo, ki ga dobi, vsaj upam, da dobi predloge, tudi preden pride predlog sploh ven, so veliko nekih sestankov, ker poslanci nekako povejo svoje mnenje o vsebini ali pa celo pripomorejo pri pisanju same vsebine, kakor bomo tudi videli v nadaljevanju. In to tudi nekako vzame nekaj ur. V preteklosti se je nekako to ocenilo, da poslanec, torej informiran poslanec, ki vestno deluje, porabi 8 ur, da se pripravi na sejo. To je potem takrat 8 ur je nekako bilo 50 €. Minimalna postavka, predvsem zato, ker minimalna postavka sledi nekim osnovnim življenjskim potrebščinam, ki se žal konstantno povišujejo, sploh v zadnjem času. In se je temu primerno tudi minimalna plača in minimalna postavka študentskega dela povišala. To se po mojem vsi strinjamo, da je prav, da se je povišala, zato ker organizacija se borimo, da lahko torej tisti, ki dela, oziroma da lahko ima neko dostojno plačo,
in da se lahko čim lepše živi od tega. In posledica tega je bilo, da se nekako zdaj računa, kljub temu, da je minimalna postavka rastla, je nekako honorar ostal enak, kar pomeni, da se nekako število ur malo zmanjšalo. Ampak samo pravim, nekako moja rdeča nit je to, da vsak poslanec, da je tukaj, da lahko sprejema neke odločitve, vloži več ur, ni to sam seja, ampak tudi neke priprave pred sejo in se mi zdi, da na to, da je še vsem to zelo odgovorna funkcija, upravljamo z kar lepo količino denarja, se mi zdi, da to terja neko odgovornost in terja tudi neko poglobljenost pred samo sejo in se mi zdi tudi prav, da za to neko, tudi, lahko rečemo, tudi neko zelo strokovno delo, da tudi torej vsak posameznik plačan. Bi se pa mogoče še osredotočil na poslanca Miloševića, ki je pa, se mi zdi, povedal eno zelo lep v bistvu nek fakt oziroma je lepo izpostavil. Večina poslancev oziroma vsak poslanec je član ŠOVZ-ja. ŠOVZ-ji so nekako zadolženi za dogajanje na faksu. Večina poslancev je tudi predsednik ŠOVZ-ja. To pa verjamem, da lahko tudi predlagatelji povejo, koliko gre enega dela. Jaz se mi zdi, to ne vem za vse, ampak bi rekel, da se je večino poslancev odpovedal sejninam, ki jo dobijo iz ŠOVZ-ja, glih za to, da lahko dajo čim več na projekte in se mi zdi prav, da tudi potem, ko pridejo na sejo, ko se pripravijo, da so tudi potem za to plačani. Tako da ja, to je moje mišljenje glede tega, zdaj pa odpiram drug krog razprave. Kar dvigante kartončke za drug krog. A kdo se bo še prijavil? Ok. Potem pa predlagam Špindler, Sos pa potem poslanec Martič. Jakob Špindler, poslanski klub Glas. Ja, najprej bi se mogoče odzval na par stvari, ki jih je gospod predsednik študentske organizacije povedal. Mislim, najprej, ja, vemo, volitve so že pred vrati, se že vsi tresamo, ampak reči zdaj okoli tega, kako opozicija ni bila aktivna do zdaj, se mi zdi malo zanimivo. Mislim, da smo na čisto vsaki seji do zdaj, razen mislim, da ene, imeli daleč največ replik, predlagali največ točk na dnevni red. Mislim, če ne bi mi vlagali stvari, mislim, da bi ta zdaj točka bila veliko lažja, bi se res vsem znižale sejnine lahko, ker bi se je bile po 10 minut lahko dolge. Pa seveda z opletanje z vašo najljubšo besedo populizem. Mislim, tudi spet smešno na tej seji, ne, zdaj, ko se seje snemajo, kar naenkrat vse rezolucije letijo sem pa tja. Ampak ja, tudi nasploh, saj ne gre se za to, da bi želeli ukiniti sejnine, tudi nam se zdi, da je prav, da se dobi neko pač simbolno nagrado za delo in da se pač spodbudi, da se tudi jemlje resno. Ampak eno je pač vprašanje ja ali ne in to mislim, da se strinjamo in drugo so pa pač količine in mislim, da tako kot je zdaj zastavljen, kot je tudi kolega Maritič povedal, je pač absolutno previsoko pri zelo velikih primerih. Sej par stvari smo pustili tudi v trenutnem koeficientu, naprimer tajnika za volilno komisijo med časom volilne kampanje, on zares ima veliko dela. Ampak ja, tudi omemba za ŠOVZ je zelo strinjam, dejansko zelo pozitivno delo, kar se dela na ŠOVZ-jih, zato v poslanskem klubu Glas tudi nasploh stremimo za to, da bi ŠOVZ-ji dobili več financ, da bi imeli bolj svobodne roke izvajati dogodke in ta naš predlog danes se ne zares dotika ŠOVZ-jev, ampak se dotika funkcionarjev na poslanskih mestih in širše, kamor se pa preteka teh 6,5% celotnega proračuna. In tudi v loču, tudi v luči naslednjih točk, kjer se pač zbira podpise, ki jih podpiramo za
ureditev stanja študentstva, se nam zdi, da je boljše usmerjati denar v dejansko izboljšanje stanja študentstva, če ga že ima od samih študentov, namesto da se sam reproducira ena in ista struktura in za to pač porablja denar. Hvala. Sosfa, Modro za študente. Zdaj tukaj bi se navezal na dve zadevi, najprej na kolega Miloševića in pa na kolega Škulja, predsednika zbora. Recimo, mislim, da vsak poslanec je oddelal v svojem mandatu neprimerno večje število ur v sklopu ŠOVZ-ja, kot pač nam je bilo pokrito iz teh sejnin. Jaz lahko rečem zdaj, ker spremlja zainteresirana javnost tukaj in pač seveda tudi moji kolegi iz arhitekture, nikoli nismo si izplačali v 4 letih, odkar delujemo na fakulteti, enega evra iz projektnega stebra sejnin in lahko pač rečem, bi vas bilo sram, recimo, če bi zdaj dobili podatke iz FRS-ja, da si pa kdo iz katera fakulteta iz poslanskega kluba Glas kadarkoli izplačala sejnine na ŠOVZ-ju. Tako da to ne pije tukaj vode, da bi pač lahko prejeli neko simbolično nagrado, ker mislim, da ravno v vašem poslanskem klubu se zavzemate za pošteno plačilo na vsej ravni študentskega dela in v vseh možnih oblikah dela, ki obstaja, da je delo pošteno plačano. In Bog ne daj, da bi pa mogoče celo tukaj se kdo spomnil, pa kot sem omenil, naše število ur večje, da bi si pomislil na to, da bi se sejnine malenkost mogoče celo povečale, ker potem bi verjetno temu čivkali tudi ptički univerze na Primorskem. Tako da, hvala lepa. Luka Maretič, poslanski klub Glas. Ja, prvo je treba ločiti, pač, da smo mi tle poslanci, pa kaj je ŠOVZ, pač delo poslanca in delo v študentski je ločena stvar in tle ne moramo reči, da naše sejnine zdaj so v bistvu plačilo, da delujemo kot pač predsedniki študentskih organizacij naših posameznih fakultet. Tudi jaz sem predsednik pač študentske organizacije FSD, pa pač to je čisto ločena stvar tle, pač vem, koliko se dela vloži, ampak ja. To je prvo, potem moram kolega Štepca, pač tle ne gre za to, da mi opravljamo študentsko delo, tle pač nekdo, ki dejansko opravlja študentsko delo in mi, ki smo pač neki študentski funkcionarji, ki ne bi predstavljali študente, dejansko nismo v nekem enakem položaju, tako ne moramo tega enačati in reči, da bi mogli zdaj še zvišati sejnine, ker se mi borimo za pravično plačilo, pač pravično plačilo za prekarno študentsko delo, ki to ni. Tudi vsi smo tle prostovoljno, lahko bi šli pač kaj drugega delati. Pa še mogoče en komentar na to, zdaj kar naenkrat začnemo ful poslušati že pri prejšnji točki, kako je v državnem zboru, je pa tako, v državnem zboru je tako, ko smo se na en cel mandat zajebavali glede tega, a se bojo seje snemale, takrat ni bilo nobenega komentarja, v državnem zboru se snemajo, zato bi se mogli tudi tle. Takrat je bilo pa pač, ja, moramo z naše akte, ki pač so taki in jih bomo upoštevali. Tako da ja, nismo državni zbor, nimamo take legitimnosti kot državni zbor, niti blizu, tako da brezvezna primerjava. Hvala. Okay. Samo replika kolegu Maretiču, zdaj to, kar si povedal, pač ne more držati, zaradi tega, ker... Se replikoma lahko, ja. Sej, kolega Milošević mi je odstopil besedo. Se tudi replikoma lahko. Ja, torej, se oproščam. Velika večina tukaj nas je izvoljena najprej na listi ŠOVZ-ja kot študentski poslanec in velika večina tukaj nas je hkrati tudi zastopnikov svojega ŠOVZ-ja, tako da to pač, kar si prej navedel, je kontradiktorno, ne moramo se sklicevati na to, da zdaj pa, če smo poslanci, pa hkrati upravljamo delo na ŠOVZ-ju, da zato bi bili ločeno plačani. Kljub temu, da priznavam, da je za to posebej namenjen steber sejnin, ampak iz tega stebra bi se moglo pokrivati recimo tudi delo članov ŠOVZ-ja. To je to, hvala lepa. Replika? Ok.
Ja, jaz mislim, da se, Luka Maretič, poslanski klub Glas. Mislim, da se tle strinjava, delo ŠOVZ-ja pač porabi veliko časa in mogoče bi si zaslužili tudi neko obliko nagrade, ampak ne moramo reči, pač mi smo tle plačanih te 55 evrov sejnine oziroma za naše delo kot poslanci, torej se pripravimo na sejo in da sodelujemo na seji in da smo tle na seji. Ne moramo reči, da smo mi plačani kot poslanci za to, da delujemo v ŠOVZ-ju. Pač to sta čisto ločeni strukturi, ki pač sta povezani prek šova, ampak v svojem delovanju jo ne moramo enačiti in reči, da smo tle kot predstavniki ŠOVZ-ja. Tle smo kot poslanci, ki delno predstavljamo naše ŠOVZ-je, ampak primarno kot poslanci. Hvala. Ugotavljam, da sta oba kroga izčrpana, zato gremo kar na glasovanje. Na tej točki boš ti šel samo okoli obračati. Torej, študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predlogom sprememb in dopolnitev pravilnika o finančnem poslovanju ŠOU v Ljubljani, prva obravnava. Kdo je za predlagan sklep? Dej sam podpor. Dej sam tudi iPhone in Instagram live. Vse na kamero za kalesino. Dej samo še prijel za svoje. Kaj pa, če se... Spet proceduralen sklep, da se to odpravi. A damo, da je pač ena, pa da imamo dveh. Ja, to pa prosim naslavno predsedstvo, da se naslednjič to voliš. Ok, hvala. Torej, kdo je za še enkrat, sorry, če bo to mogli še enkrat dati gor? Ante. Ok, hvala. Kdo je proti? Je kdo vzdržan? Ok, ugotavljam, da torej ni bilo sprejeto. Torej, poslanci menijo, da torej predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo v drugem krogu. In prehajamo na 4. točko dnevnega reda. To pa je resolucija ŠOU v Ljubljani o uvedbi brezplačnega javnega prevoza za študente in dijake v Republiki Sloveniji. In vabim razpravljalca, Matica Jelena, da predstavi točko. Ja, hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani, pri tej temi je začeti smiselno zelo preprosto. Vsak študent in dijak potrebuje prevoz, da sploh pride do šole ali fakultete. To ni dodatna ugodnost, to je osnovni pogoj za izobraževanje. Res je, da imamo v Sloveniji subvencioniran javni prevoz, kar je pozitivno, v praksi pa to pomeni, da morajo mladi še vedno vsak mesec plačevati za nekaj, kar je nujno. Čeprav zneski na papirju niso visoki, se hitro nabere, še posebej ob vseh stroških, ki jih imajo študenti. Problem je tudi v tem, da ta strošek ne vpliva na vse enako, nekdo, ki živi v Ljubljani, ga praktično nima, nekdo z bolj oddaljenih krajev pa ga ima vsak mesec. Tako nastajajo razlike, ki niso povezane z znanjem in trudom, ampak z okoliščinjem. Zato se zdi pomembno, da na mobilnost ne gledamo kot na osebni strošek posameznika, ampak kot na del sistema, ki omogoča izobraževanje. Če želimo res govoriti o enakih možnostih, mora biti dostop do šole ali fakultete dejansko zagotovljen vsem. Podatki kažejo, da javni prevoz uporablja zelo veliko mladih in da ta številka še raste. To pomeni, da ne govorimo o majhni skupini, ampak o velikem delu populacije. Ob tem sistem že obstaja, ne uvajamo ničesar novega, gre za nadgradnjo obstoječega sistema, ki je tehnično in pa organizacijsko izvedljiva. Zato je vprašanje predvsem politične volje, ali želimo narediti ta korak naprej ali ne. Podpora med študenti za to idejo je zelo velika, kar potrjuje tudi veliko število zbranih podpisov na naši peticiji. To jasno kaže, da gre za realno potrebo, ne le za politično idejo. Zato v poslanskem klubu Povezani to razumemo kot dolgoročno naložbo v dostopno izobraževanje in pa enake možnosti za vse.
Resolucija, o kateri danes odločamo, jasno opredeljuje problem in pa predlaga rešitev. Ugotavlja, da sedanji sistem subvencioniranega javnega prevoza sicer zmanjšuje stroške mobilnosti, vendar jih ne odpravlja v celoti, zaradi česar mobilnost študentov in dijakov ostaja finančno pogojena. Hkrati izpostavlja posledice takšne ureditve od razlik glede na kraj bivanja do dodatnega finančnega bremena, ki se kopiči z drugimi življenjskimi stroški. Pri tem se opira tudi na podatke o številu uporabnikov, kar kaže, da gre za vprašanje, ki zadeva velik del mladih v izobraževalnem sistemu. Osrednji predlog resolucije je uvedba brezplačnega javnega prevoza za vse študente in dijake v Republiki Sloveniji. Gre za sistemski ukrep, ki bi odpravil neposredno plačevanje osnovne mobilnosti in s tem ukrepil dejansko enak dostop do izobraževanja. Ob tem resolucija upravičeno poudarja tudi izvedljivost ukrepa, saj ima Slovenija že izpostavljen sistem javnega potniškega prometa in pa subvencij, zato gre za nadgradnjo obstoječe ureditve, ne za vzpostavitev novega sistema. Zato to resolucijo razumemo kot jasen, utemeljen in pa izvedljiv korak večji dostopnosti, enakosti, dostopnosti izobraževanja in pa socialni pravičnosti. Zato vabim vse poslance, da jo podprete in pa pozivam vse prisotne, da oddajo svoj podpis na peticiji skupine Povezani na obrazcu, ki vam ga bom sedaj razdelil. Hvala za posluh. Aha, pa počakam, da se še razdeli. Aha, okej. V redu, odpiram prvi krog razprave. Imamo zadnji poslanca Špindlerja, če se ne motim, potem pa Štepca Sosa poslanca. Jakub Špindler, poslanski klub Glas. Ja, seveda podpiramo rezolucije, ki se grejo za izboljšanje položaja študentstva in krepijo javno infrastrukturo, zato bomo tudi pri obeh rezolucijah, tisti, ki sledi, glasovali za. Rad pa bi izpostavili, da rezolucije so dober začetek, niso pa nikakor še dovolj. ŠOU namreč ni neka ljudska iniciativa, ki bi lahko sam zbirala podpise, ki bi jih pol dala odločevalcem, sama pa bi bila popolnoma nemočna za doseganje kakršnihkoli neposrednih sprememb. ŠOU v Ljubljani, kot zdaj že vemo, nabere letno 5 milijonov evrov študentskega denarja in ta denar, kot smo danes tudi že razpravljali, bi se lahko usmeril tudi mogoče bolj smiselne stvari, kot so le žuri, za katere moramo študentje še dodatno plačati vstopnino. ŠOU ima moč in dolžnost tudi svoje lastne finance usmerjati v materialno izboljšanje položaja študentstva in ne samo prelagati odgovornost za življenjski položaj študentstva na druge strukture. Seveda se mora pritisk izvajati tudi na državo, ki ima zagotovo največ vpliva tu in zato so take peticije in rezolucije super stvar. Ampak dokler se ŠOU financira iz študentskega denarja, ima možnost tudi narediti vse v svoji moči, da ta denar dejansko usmeri v materialno izboljšanje stanja študentstva, torej da ne dela samo performativnih stvari, ampak da se dejansko materialno zavzame za stvari, za katere zbira tudi podpise pri študentstvu. Drugače, ja, lahko bi še omenil času volitev in o snemanju sej in časovno obdobju, kjer so se začele te peticije ustvarjati, ampak mislim, da je bilo že rečeno dovolj. Hvala. Poslanec Sos. Pozdravljeni ponovno. Ko sem si prebral to pobudo poslanskega kluba Povezani super, je bilo pripravljeno. Imel sem tukaj eno idejo, sem se tekom svoje diplomske naloge ukvarjal z univerzitetnimi središči Univerze v Ljubljani in sicer recimo, da zdaj mogoče javni prevoz ni v najboljši kondiciji, seveda na ravni mesta, tukaj zdaj uvedbo nekih rumenih pasov za taksije, za avtobuse in sem dobil eno čist idejo o nekem unibusu, tako da bi se šlo predvsem za povezovanje fakultetnih središč. Recimo zdaj imamo jasno Bežigrad že od
približno leta 80, potem nastaja Brdo, nastaja kampus center za gradnjo novih prostorov UL-ja za veterinarsko fakulteto. Tudi tam nastaja novo središče študentsko. Sprav moja ideja o tem, da bi se med seboj povezovala posamezna fakultetna središča s svojo avtobusno linijo. Ne bom pa šel zdaj tukaj v to, kdo ali pa kako bi se to financirali, kako bi delovali, čist na idejni ravni. Recimo zdaj vi tukaj govorite, kot da teh 5 milijonov je neka ogromna zadeva, kot da je to nek občinsko podjetje ali pa kaj tacga, ki lahko financira, ne vem, avtobusne prevoze. Pač tukaj se treba zavedati, da to ni izvedljivo, ne? To so operativni stroški, tako da recimo ne vidim, kako bi to šlo skozi. Hvala lepa. Hvala. Odpiram drug krog debate. Ne? Aha, izvoli. Ja, najlepša hvala za besedo. Zdaj ni bila izvana direktno resolucija, ampak tudi naše delovanje na študentski organizaciji. Zdaj, za neke te stvari, ki jih je kolega Špindler povedal, je zadolžena država. Zdaj, mi za socialno skrb študentov že zelo dobro skrbimo. Imamo študentsko svetovalnico, kjer imamo zelo dobro pomoč za psihosocialne težave študentov. To zelo dobro deluje, imamo tudi podporne skupine. Prav tako imamo fundacijo Študentski tolar. Je pa res, da je bilo danes dvakrat omenjeno, da smo dali 2 resoluciji, lih takrat, ko začenja snemati. Tudi uvrstitve točke za spreminjanje aktov in znižanje honorarjev so prišle, ko se je začelo snemati. Hvala. Mogoče en medklic, snemali se tudi že veliko prej. Se mi, da je to, smo s proceduralnimi sklepi že kar ene par sej, preden je bilo to urejeno, da so se snemale, ampak vse to v bistvu zdaj ni tako pomembna tema. Torej, glede na to, da je debata in v prvem in v drugem krogu izčrpana, preidemo na... Aha, imaš repliko? Okay. Recimo čist za primerjavo, en LPP ima 31 milijonov evrov prihodkov, recimo s katerim pokrivajo to operativno raven. Zdaj pa recimo, ne vem, za to idejo, ko sem jo zdaj prej predlagal, če bi si namenili kaj, cel šov proračun, zdaj pričakujete, da bi lahko imeli javni transport zastonj za vse študente Univerze v Ljubljani. Kolega Milošević, imaš nekaj? Ok, hvala. Drugi krog. Pa dajte se prosim, ker rečem, drugi krog prej prijaviti. Tudi vsi ostali. Jako Šindler, poslanski klub Glas. Ne gre se za to, da bi študentska organizacija uredila celotno javno infrastrukturo celotne Slovenije. Kot smo rekli, pravilno je, da se naslavlja te stvari tudi na Republiko Slovenijo, ki ima edina možnost take stvari urejati, ampak dokler se financira organizacija iz študentskega denarja, bi mogla biti prvi temelj, tudi če ne more celovito odpraviti problema, vsaj narediti vse v svoji moči. Kot rečeno, obstajajo že neki mehanizmi, ki so nastavljeni za psihosocialno pomoč študentstvu, že obstajajo, ampak če pogledamo procentualno, koliko se njim v proračunu nameni, mislim, da ni to ful stvar za se važiti. No. In tako da ja, za take stvari očitno zmanjka denarja, kot smo videli danes tudi, kam se raj namenja. Ampak ja, opcije so, ne gre se za reševanje celotne socialne stiske vseh študentov, ampak samo delati vse, kar je v naši moči, kar je tudi to naša dolžnost sama. Hvala. Hvala. Ja, tu pa je zdaj dosti zaskrbljujoča zadeva, da se naprej meče ljudi, ki imajo močno duševno stisko, da se meče naprej, da je to nek mali kanček, kjer se še lahko pomaga. Pridite enkrat na podporno skupino, boste videli, naredimo ogromno. Zdaj, če vi mislite, da mi delamo to samo zaradi tega gor, zaradi tega, da lahko nekaj pokažemo, se zelo motite. To je zadeva...
dela dovolj, da bi se lahko še dodatno to delo, ne pa da to ni v redu, kar se dela. Verjetno bomo mogli narediti tudi delavnico bontona, ne skakanja v besedo, ampak to prijemo kasneje. Predvsem, ko se govori v duševnem zdravju, tu ni prostora za smeh. Ok, hvala. Preidemo na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep, ki se glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predlogom oziroma se sprejema resolucijo o uvedbi brezplačnega javnega prevoza za študente in dijake v Republiki Sloveniji. Kdo je za predlagan sklep? Ugotavljam, da je bil, oziroma kdo je proti? Je kdo vzdržan? Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, torej 5., ki pa je resolucija Študentske organizacije Univerze v Ljubljani o 2000 novih javnih študentskih postelj, torej v novih izgradnji. Zagovornik točke je poslanec Štepec Sos in ga vabim na govorniški pult. Če se ne motim, mi je torej poslanec tudi predal neko gradivo, ki ga je pripravil za poslance. Ni nič za podpisati, ampak predvsem se gre, je rekel torej poslanec, da so tudi neke številke in da se bo lahko tudi ostali poslanci bolj predstavljali, kaj govori. Je rekel, da vam je to sprintu, da boste lažje spremljali debato. Samo povej, kdaj začnem. Kar začni. Ok, hvala lepa. Imam timer tukaj tudi, da ne bom predolg, če se ne motim, imam 10 minut. 10 minut, ja. Evo, Kar snik, štopi. Še enkrat lep pozdrav. Torej, današnja prezentacija, tale skripta, ki ste jo prejeli, služi kot neko dodatno gradivo, kot podlaga za našo resolucijo, pripravljeno. Na 5. redni seji sem se problema študentskega bivanja v javni domeni že dotaknil. Danes pa sem se zadeve lotil malo bolj poglobljeno, toliko da lahko tudi, da ne morete reči, da se nisem pripravljal na to sejo več kot 7 ur, ker sem se manj kot 7 ur. Je bilo kar 7 ur. Torej, predstavitev razvoja javnih študentskih kapacitet študentskega bivanja v Ljubljani. Najprej bi vam kot že zadnjič predstavil kampanjo Država spi, študentje pa nimamo kje spati. V naši poslanski skupini, v poslanskem klubu smo naslovili ta apel na 10 največjih političnih strank in sicer aktivno naj podprejo in dejanjo gradijo novih javnih študentskih kapacitet v Ljubljani. Do konca mandata, se pravi zdaj v tem primeru do leta 2030, naj zgradijo najmanj 2000 novih javnih ležišč v Ljubljani in v primeru dela v opoziciji naj na to konkretno opozarjajo. Zdaj že zadnjič sem omenil, podprle so to vse stranke do zdaj, razen stranke Slovenske nacionalne stranke in Levica, ponovno jih pozivam, da to podprejo. Kampanjo ste lahko zasledili tudi na družbenih omrežjih. Zdaj, če grem naprej na pregled potreb študentskega bivanja, tukaj je bistvena zadeva demografija. Številke rojstev kažejo, da se potrebe po študentskem bivanju v Ljubljani znatno višajo in sicer vrh tega bo v letu 2010, ko bo prišla v prestolnico največja generacija študentov v zadnjih 15 letih in sicer se pričakuje kar nekje 43 000 študentov na Univerzi v Ljubljani. Trenutno je na ULO-ju 38 483 študentov, s stalnim prebivališčem v MOL jih je 6900, Javni zavod ŠDL pa z datumom 31.1.2025 zagotavlja 7320 postelj, kar pomeni, da mora približno nekaj 24 000 študentov nastanitev iskati na prostem najemnem trgu v Ljubljani ali pa se seveda v Ljubljano voziti, recimo kolega tukaj se vsak dan pripelje iz Škofje Loke. Ne moramo imeti dejstva, da je ZUPŠ 2 znatno zboljšal subvencije pri zasebnikih. Trenutna subvencija znaša 100 evrov, ampak res ne smemo se preveč orientirati na zasebne ponudnike. Mi moramo študentsko bivanje nujno ohraniti v domeni javnega družbenega servisa.
kot sem že omenil prej, demografske trende, ki so zelo pomembni. Zdaj na priloženem gradivu lahko vidite opis. Gradivo je pridobljeno iz letnega programa dela ŠDL. Številke se ves čas višajo. Če nadaljujem o problematiki financiranja. Na tem kolaču vidite, da iz študentskega dela določen procent iz vsakih, mislim, da 100 ur oddelanih preko študentskega servisa gre že v fond za izgradnjo študentskih domov, kot tudi prostorov univerze. Tako da kakršne koli ideje tukaj, da bi šel gradil ali pa šel s kakšen študentski dom, že iz vidika amortizacije, ta ideja propade, ker se gre za enormne stroške vzdrževanja, pa naprej, kot boste videli, ena nova gradnja stane približno 30 milijonov evrov. Če dodam, študentski dom Ljubljana kot javni zavod se z novim zvisom prehaja pod Univerzo v Ljubljani. Sem predblizu, sem v redu. S tem lahko nove javne študentske domove ustanavljajo samo še javne univerze. Tukaj mogoče bi kolega Tacer, ki je bil predsednik študentskega sveta UL, vedel kaj več povedati, ker je imel sam stik z zvisom, jaz ga nažalost nisem imel. Do sedaj smo imeli, kar se tiče financiranja, dokaj slabo financiranje do leta 2022, potem se pa in za sprejemom ZUKŠ-1 so se te številke začele povečevati. Trenutno smo nekje na letni ravni 12 milijonov evrov za javne študentske domove. Je pa tukaj bi omenil predvsem to, da, ker naprej bomo se tu pogovarjali, nimamo jasne strategije dolgoročnega bivanja študentov v Ljubljani. Torej, kar danes je glavno za razpravo, je to, da moramo biti mi kot predstavniki mladih vključeni v pripravo strategije in to res, da smo vpeti v neke delovne skupine, ki bodo dolgoročno zagotovile, da se na študentsko bivanje v Ljubljani ne pozabi, kot se je na primer do zdaj, glede na to, da je bil zadnji javni študentski dom zgrajen leta 2006. V teh priloženem gradivu si lahko spet pogledate, za kaj vse se namenjajo trenutno sredstva. Veliko sredstev se pač razporeja po celotni državi, financiranje je na ravni celotne države in res tukaj bi mi potrebovali zdaj v naslednjih 4 letih približno 50 milijonov evrov za gradnjo 2 študentskih domov, sredstva bi se mogli orientirati predvsem na Ljubljano. Spodaj sem si pogledal, recimo, če pogledate proračunske postavke, sem malo šel raziskovati. Poleg tega pa recimo tudi javni zavod ŠDL opozarja v svojem letnem programu dela na to, da ni nekako tistega odgovornega, ki bi pripravljal to strategijo dolgoročnega razvoja. Recimo oni naredijo nek okviren idejni načrt, kaj bi bilo smotrno, ni pa nekoga, ki bi imel to odgovornost. In zdaj, če se premaknemo naprej na prvi resen, naj tukaj opozorim, da to je res skoraj da edini resen projekt, za katerega že imam načrte, je famozna Roška. Lokacija je vsem dobro poznana, kapaciteta doma bi bila nekje med 370 in 380 študentov, urbanistični natečaj je bil narejen že leta 2020, zdaj to pomeni, recimo, če si pogledate neka umestitev stavb, je že predvidena s tem urbanističnim natečajem, ker pa zdaj pomeni, da rabimo počakati še na nov arhitekturni natečaj, ki bo samo za ta študentski dom. Jaz srčno upam... Še 2 minuti. Ja, jaz vam še 3. Naprej si lahko pogledate načrte, zdaj, da bom malo hitrejši. Študentski dom je predviden v tej desni zgradbi spodaj. Lokacija na Brinju se je nekako pojavila najkasneje in dom bi bil realiziran med partnerstvom med MVZI in Družba za svetovanje in upravljanje, torej DSU-jem. Tukaj zemljišča, nisem siguren, v kakšni lastniški domeni je to zemljišče, ampak kot je omenil, bi bilo treba najprej sprejetje 5 sprejemb občinskega prostorskega načrta MOL. Kakor razumem zadevo, bi mogla biti tukaj urejena namembnost zemljišča, ne pa sprememba namenske rabe prostora.
Litostroj, študentski dom na Litostroju je bil, tukaj sta bili obravnavani dve variantni rešitvi. Prva bi bila adaptacija dijaškega doma, ki pa se je izkazala za preveč potratno, druga bi bila pa rešitev in pa novogradnja. Dom na Gelbičevi, tukaj prav tako ni še nobenega konkretnega načrta, ni nam pa jasno, ali je planiran nov dom poleg dijaškega doma, pa glede na dodeljena sredstva v letnem programu dela ŠDL bi šlo vendarle za obnovo, prenovo obstoječe stavbe veterinarske fakultete. Potem imamo pa še dom na Vojkovi in sicer to je čisto v kontekstu danes, da bi, če bi se država resno lotila tega projekta, bi lahko praktično rešili celotno problematiko študentskega bivanja. Tukaj se pogovarjamo o nekje 2500 ležiščih, zdaj pa zasebni projekt v lasti podjetja Metalka Commerce. A bo nekdo drug potem prebral resolucijo, imam mi nekdo vstop besedo še? Znam te. Čaj. Torej v naši viziji je res zato, da se do leta 2030 zagotovi dovolj teh kritičnih 1000 ležišč in potem nadalje potrebujemo res neko strategijo, ki bo vzdržno predvidela nove nastanitve v Ljubljani in da smo v to tudi vključeni. Torej, študenti moramo biti vključeni v pripravo dolgoročne strategije, ki bo poskrbela, da se študentskega bivanja ne zanemarja, kot se ga v preteklih 20 letih. Danes se ne pogovarjamo o nekem luksuzu, ampak se pogovarjamo o osnovni infrastrukturi študija. Mislim, da boste vsi prepoznali pomembnost te resolucije, tako da to bi bilo to. Zdaj pa lahko še resolucijo preberem. Da se je po moje vse dobili. Vse so vsi dobili, tako da... Ne, ni potrebno. Ok, najlepša hvala za besedo in to je to. Resolucija je bila itak poslancem poslana prek maila, tako da verjamem, da so vsi pogledali in vejo njeno vsebino. In preidemo na zadnjo točko, oziroma se opravičujem, prvo odpiram prvi krog razprave. Ne? Drugi krog? Ne? Jaz bi mogoče še poslanca Štepca Sosa res pohvalil. Lepo vodi. Bi ga res pohvalil za to vsebinsko in poglobljeno raziskavo. Se mi zdi, je to zelo fajn, da se poslanci, tako kot sem tudi rekel v primeru Bobnarja, da se poslanci v nekem krogu svojega delovanja na fakulteti tudi aktivirajo in dajo kakšne predloge iz njihovega, rečemo, delokroga, študentokroga, ne, kako to bi. In ja, hvala in upam, da bo še več takih stvari. Zdaj pa prehajamo na glasovanje in dam na glasovanje naslednji sklep, ki se glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejema resolucijo o zagotovitvi 2000 novih javnih študentskih postelj. Kdo je za predlagano resolucijo? Kdo je proti? Je kdo vzdržan? Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet in prihajamo na zadnjo točko dnevnega reda, to je točka razno. Kot sem že na začetku povedal, se mi zdi, da smo dobili torej strani predsedstva ŠOS torej tudi odpravek sklepa, da so obravnavali na seji in kot dogovorjeno bo tudi torej predstavnik ŠOU v Ljubljani, torej predsednik ŠOU predstavil, kaj si se dogovorili, pa čisto na hitro povedal. Ja, hvala za besedo, predsedujoči. Sej večinoma že tek piše v sklepu, se pravi, mi imamo vsako sredo predsedstvo, kjer se zberemo vse entitete. Zdaj tisko ne pozna, vsaka entiteta ima drugega člana, vsak drug član je zadolžen za posamezno področje. Ta, ki je zadolžena za mednarodno sodelovanje, prihaja iz Zveze ŠKIS, teda je bil posredovan ta sklep. In ko bo prva naslednja seja Evropske študentske organizacije, ga bodo tam tudi predstavili. Smo ga pa pisno že poslali kot predsedstvo ŠOS-a na ESN. ESN je Evropska študentska organizacija, ki je, se mi zdi, da je fajn, ker je organizirana na evropski ravni in se mi zdi, da lahko tudi ESU, če se res hoče kaj doseči, jaz verjamem, da se lahko najbolj efektivno to doseže na ESU-ju. Še poslanec?
Predsedujoči, hvala za besedo. Sem Brin Kuzmanič, študentski poslanec na Fakulteti za računalništvo in informatiko. In danes želim v imenu skupine Povezani spregovoriti o aktualnem političnem predlogu uvedbe študentskega SP. V poslanskem klubu Povezani podpiramo spodbujanje podjetništva med mladimi ter iskanje novih priložnosti za ambiciozne posameznike. Prepričani smo, da med študenti Univerze v Ljubljani obstaja velik potencial in številne ideje, ki zaslužijo podporo. Zato je ključno, da mladim sedaj in v prihodnje omogočimo najboljše pogoje za uresničevanje njihovih zamisli in razvoj njihovih projektov. Študentski SP se na prvi pogled morda zdi odlična priložnost za spodbujanje podjetniškega duha, vendar ob natančnejšem pregledu odpira številna vprašanja. Ena izmed osnovnih težav tega zakonskega predloga je, da je nastal brez ustreznega vključevanja študentskih predstavnikov in organizacij, kar se odraža tudi v predlaganih rešitvah. Ker gre za področje, ki neposredno vpliva na položaj mladih in njihovo prihodnost, bi morala biti krovna študentska predstavniška organizacija, Študentska organizacija Slovenije, vključena že v fazo priprave zakonskega predloga. Poleg tega je pomembno pogledati širši kontekst in trg dela. Samostojni podjetnik kot pravna oseba pogosto nadomešča tradicionalne oblike zaposlitve, kar pa pomeni manjšo zaščito in manjšo socialno varnost. Samostojni podjetniki so namreč pogosto izpostavljeni večjim tveganjem, še posebej tisti, ki šele začenjajo svojo pot in iščejo svoje tržišče. Zato moramo s skrbnostjo razmisliti, ali je širjenje takšne oblike dela na študentsko populacijo res primerna rešitev. Povečana tveganja, kot so slabši položaj na trgu dela, nevarnost neplačila za opravljeno delo, odsotnost minimalne postavke, neurejeni pogoji za odmore in počitke, fiksni stroški vodenja SP ter pritiski delodajalcev, da študenti opravljajo delo preko SP-ja, so vsi realni pomisleki, ki jih moramo resno vzeti v obzir. O tem je treba več razpravljati in iskati boljše rešitve. Čeprav so pobude za razvoj študentskega podjetništva vsekakor dobronamerne, pa lahko nepremišljeni ukrepi povzročijo dolgoročno škodo. Zato je nujno, da so zakonski ukrepi pripravljeni skrbno, premišljeno in v sodelovanju s študentskimi predstavniki, ki področje študentskih problematik najbolje poznajo. Hvala lepa. Hvala poslancu, se mi zdi, da je izpostavil kar nekaj zelo legitimnih temu rekel, legitimnih opask in zdaj boš ti neko novo pobudo. Dajva samo mogoče preden nova pobuda, bi kdo se navezal še na poslanca Brina Kuzmaniča? Ne? Ok, opa, izvoli. Marek Čuden-Drljača, Ekonomska fakulteta, hvala za besedo. Jaz bi se želel osredotočiti še na eno izmed ključnih tem, ki se tiče vsakodnevnega življenja študentov. To je enotno zavarovalno podlago za vse študente, ki je trenutno nepravično, arbitrarno določena na 26 let. Po sedanji zakonodaji smo študenti zavarovani kot družinski člani do konca študijskega leta, v katerem dopolnimo 26 let, če seveda izpolnjujemo pogoje za šolanje. To pomeni, da socialna in zdravstvena zaščita študenta ni neposredno in enotno vezana na študentski status. Namesto tega imamo študenti različno obravnavo glede na izkazovanje statusa družinskega člana, kar vključuje različne zavarovalne podlage, starostne meje in tudi postopke prijave. Ključni problem je, da študentski status v okviru zdravstvenega zavarovanja ne zagotavlja enotne socialne in zdravstvene zaščite za vse študente, ne glede na njihovo starost. Ta nejasnost in neskladje med zakonodajo in dejanskim statusom študenta povzroča težave pri dostopu do pravic, ki bi jih morali imeti vsi študenti v okviru veljavnega študentskega statusa, tako kot so na primer študentski status vezane vse ostale študentske pravice, se pravi prehrana, bivanje, javni prevoz in podobno. Položnica, ki izračunava obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje, v praksi je v resnici pač oboje že skoraj obvezno. Za študente po dopolnjenem 26. letu znaša nekaj več kot 77 € mesečno, kar je za marsikaterega študenta občutno finančno breme in po našem mnenju nepravičen strošek kljub študentskemu statusu. Zato se bomo v skupini Povezani v prihodnosti zavzemali za poenotenje zakonodaje na način, da bo vsem študentom z veljavnim študentskim statusom ne glede na starost zagotovljena enaka socialna zaščita in zdravstveno zavarovanje brez arbitrarne starostne meje 26 let. Hvala. Hvala poslancu.
Bi še kdo kaj po točko razno? Ne? Aha, ok. Kar, gor na govorniški pult. Ja, zanimiva pobuda, me zanima, a imate že kaj splaniran, kako se mislite naprej za to boriti, bo to spet neka peticija, ali kako bo to naprej potekalo, če imate slučajno že kaj v planu. Tako. Pa mogoče ena zadeva, zanima me, za to trenutno peticijo, ki smo jo lihkar obravnavali o transportu, sem opazil tudi, da ste sodelovali skupaj z zavodom 365. Pa me zanima, kdo je do koga pristopil, kako je potekalo to, ker vem, da načeloma oni so tudi delali neko študijo točno o tem, kako je bila komunikacija pa to in a se da tako pristopiti z njimi tudi s kakšnim drugim predlogom, tako naprej. Ja, hvala za besedo. Odprti so za vse predloge pa pobude, če boste napisali mail, zagotovo boste dobili odgovor. Glede, kaj je že bila ta prva zadeva, zbiranja podpisov pa to? Ja, kaj nameravate s tem predlogom? Ja, zavarovanje ta prvo, ja. Pa zavarovanje pa to. Se bomo v poslanski skupini pogovorili, ampak pristojnosti študentskega zbora so določene, ena izmed njih je pa tudi sprejem resolucij. Hvala. Ok. Hvala poslancu za odgovore. Torej, ker ni še nobenega več, ugotavljam, da smo končali sejo 20:36 in hvala vsem za udeležbo.